Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Letošnji poletni meseci bodo s svojim kulinaričnim dogajanjem, glasbeno in kulturno ponudbo, razgibanjem, festivalskim dogajanjem v glavno gorenjsko mesto Kranj privabili staro in mlado, domače in tuje obiskovalce. Začnemo 1. junija z enim najbolj prepoznavnim športnikom mestne občine Kranj, Žigom Jelarjem. Prišel bo s svojo ekipo, prišel bo z, tako rečeno, kot je rekel, sotrpini iz skakalnega športa, predvsem pa z veliko glasbenimi gosti. Tako da bi res lahko za vse njegove uspehe, ki jih je dosegel kot smučarski skakalec, pa zdaj tudi kot glasbenik, bi ga lahko Kranjčani v velikem številu prišli poslušati in uživati, ne samo v glasbi, ampak verjetno bo tudi kar nekih takih smešnih dogodkov, da se jih bomo stalno spominjali. Ko smo sestavljali program, mi je v oči padla Traviata. Magnifico je seveda vedno dobrodošel tukaj v Kranju. Je pa letos bo izredno zanimiv tudi Kraft. Prihaja Miki Manojlović, na otvoritvi bo tudi predsednica republike. Tukaj imamo potem še fotofestival, ki bo letos res izjemen, z veliko gosti iz tujine. Skratka, to so te prireditve. No, sem pa zelo vesel v bistvu v miru poslušati pod Grajsko lipo pač nastop raznih umetnikov, glasbenih umetnikov. Se pa vsakega leta posebej pa veselim koncerta našega pihalnega orkestra, res so odlični. Že sam dirigent bo v priredbah teh glasb letos, kot smo slišali, bodo priredbe evrovizijskih pesmi, tako da v nedeljo 18.6. bo res en lep dan tukaj v Kranju. V Evropski destinaciji odličnosti 2023 Kranju se ta teden pričenjajo prireditve pod skupnim naslovom Prešerno poletje, in sicer s prvim samostojnim koncertom smučarskega skakalca Žige Jelarja. Žiga, 150 prireditev bo v Kranju, 1. junija bo pa prav posebna, tudi za tvoje srce in dušo. Ja, spet ena nova prelomnica v mojem življenju, en nov korak nekam, kjer nisem najbolj vajen. Tako da, ja, jaz se zelo veselim, vesel sem, da bom to speljal tukaj na gradu Kizlštajn. In ja, neizmerno hitro se približuje vse skupaj, tako da so zdaj še finalne priprave. Četrtek bo pa treba biti 100% in skočiti na oder. Pomagali ti bodo tudi drugi uveljavljeni glasbeniki in tvoji prijatelji, torej ti si Kranjčan po srcu. Ja, jaz sem se rodil v Kranju in preživel svojo mladost, še zdaj sem tukaj, treniram tukaj, v bistvu Kranj mi je omogočil 5 minut od doma skakalni center, kar je res tudi nekaj zelo pomembnega na vrhunski športni poti. In Kranj je omogočil takle lep oder, takle lepo prizorišče in ja, res sem ponosen, da sem Kranjčan, zelo. No, še eno povabilo, torej, zakaj ne v četrtek ljudje pridejo na tvoj koncert, če še bodo sploh vstopnice na voljo? Ja, vstopnice grejo res hitro, ja. Bo res nekaj imenitnih gostov, no, Jan Plestenjak, Žan Serčič, ansambl Saša Avsenika, Grega Skoči, Rok Ferenča, fehtarji, Bojan Cvetičan in še ena skrita gostja. Tako da res sem zelo hvaležen vsem tem, da so se odzvali, da bodo del tega. In jaz verjamem, da bomo lahko pričarali en lep večer. Naj bo torej res čudovit večer in hvala za vse, pa ne na smuči pozabiti, na odru bodo krasile sceno. Najlepša hvala, ne bom. Skoki so še vedno moja prioriteta in to, kar počnem zraven, je trenutno zame sprostitev, zato je tudi v bistvu tako zgodaj koncert. Tako da ja, je mogoče težje usklajevanje, ampak če si discipliniran, je to vse možno. V srednji prizorišči bosta grad Kizlštajn z letnim gledališčem in kranjski glavni trg. Na številnih drugih prizoriščih pa se bo do sredine septembra zvrstilo več kot 150 kulturnih, glasbenih, kulinaričnih in športnih dogodkov.
Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, težko bi bilo našteti vseh 150 prireditev, vendar Prešerno poletje bo res veselo, kulturno, športno, kulinarično, Kranj se lahko ponaša s tem. Ja, tako je. Veseli nas, da bomo tudi letos gostili številne dogodke, tako kot ste rekli, kulinarične, športne, kulturne, glasbene, in teh dogodkov bo vsaj 150. Sodelujemo s 15 organizatorji, se pravi trgi, ulice in ostala kulturna prizorišča bodo, upam, da od 1. junija naprej, pa tam nekje do srede septembra polna. Česa si želite poleg lepega vremena? Poleg lepega vremena seveda tudi ogromno obiskovalcev. Upam, da bo vreme seveda nam naklonjeno. Kar nekaj dogodkov je dejansko, bom rekel, ni pod streho, se pravi so na trgi in ulice, in če bo vreme držalo, bomo seveda napolnili Kranj do zadnjega kotička. Torej, vsekakor je Kranj evropska destinacija odličnosti tudi po številnih prireditvah, ne samo po zemeljski danosti. Tako je, in tudi te prireditve, ki jih imamo, so zelo trajnostno naravnane, tudi ljudi pozivamo k uporabi, recimo temu mehke mobilnosti, pa tudi javnega prevoza, da pridejo na dogodke z avtobusi, s kolesi, s skiroji in tako naprej. Upam, da nas bodo v čim večji meri tudi upoštevali. Ne nazadnje pa tudi imamo same dogodke in program zelo, bom rekel, vseslovensko, bolj lokalno usmerjen, tudi zaradi tega, da podpiramo to našo lokalno slovensko glasbeno sceno. In vedno, če ste že opazili, vsako leto se povežemo tudi z nekim Kranjčanom, tako kot smo se lansko leto z Matjažem iz Kalifornije, pa zaključevali smo z Andrejem Šifrerjem, tako smo tudi letos se povezali z našim asom, smučarskim skakalcem Žigom Jelarjem, ki bo letos tu, na tem prizorišču, premierno predstavil svoj prvi album Brez pravil, in 1. junija, ta četrtek, res lepo vabljeni, da nas obiščete. Še nekaj vstopnice na voljo, tako da ni jih veliko, ne čakajte preveč. V poletnih mesecih se bo tako na ulicah Kranja zvrstilo ogromno dogodkov na več kot 20 festivalih in programskih ciklusih v organizaciji 15 organizatorjev. Spoštovani gledalci Gorenjske televizije, povabim vas, pridite v Kranj, pridite na naš festival Prešerno poletje, ogromno se dogaja, preverite program na www.visitkranj.com, tam boste dobili tako dogodke kot prizorišča in upam, da pridete na vsaj kakšnega od teh, ki ga vidite tu na plakatih. Skratka, dogajalo se bo, program je zanimiv in upam, da se vidimo.